Pozdravljeni. Pravkar ste videli nekaj oseb, s katerimi smo na naši televiziji že opravili pogovore, daljše pogovore, tudi daljši intervju, z osebami, ki so, lahko rečemo, zmagali v boju z rakom. Tudi naša nocojšnja gostja, Mojca Senčar, je, lahko rečemo, zmagala. Zmagala takrat, ko je izvedela, da ima raka. Dobrodošlica v našem studiu. Lep dober dan vsem. No, to se je zgodilo že zelo daleč nazaj. Tako je, že 28 let je skoraj od tega. Mi da bova šla pa še malce dlje nazaj na vaše otroštvo. Vi ste si, na primer, izbrali zelo zanimiv poklic. Nekaj o tem. Kako je prišlo do tega? Že kot otrok. Rodila sem se v krasni Prlekiji v Ljutomeru med 5 otroki. In moram reči, da že od vsega začetka sem si želela postati zdravnica. In ta želja me je spremljala tudi pozneje, ko sem v Mariboru opravila gimnazijo. In ravno zaradi tega, ker sem si tako želela postati zdravnica, sem bila zelo pridna učenka. Namreč takrat je še za vpis na medicinsko fakulteto veljal numerus clausus in odličnjaki smo imeli prednost. Tako sem z odliko maturirala in uspelo se mi je leta 1958 vpisati na medicinsko fakulteto. In moram reči, da sem bila in sem še danes najsrečnejši človek, da sem lahko postala zdravnica, da sem lahko delala kot anestezistka na Onkološkem inštitutu v Ljubljani. Verjamem, da ta poklic marsikateremu gledalcu ni prav dobro znan. Ga lahko malce predstavite? Zagotovo. Glejte, anestezija je zame en najlepših poklicev med samimi zdravniškimi poklici. Namreč zakaj? Anestezist je sicer človek, ki je, kot ste rekli, ki ga pravzaprav široka javnost zelo malo pozna. Ker ob dobrih operacijah je vedno samo kirurg tisti, za katerega bolniki vedo, da je dobro operacijo opravil. Vendar danes dobre kirurgije brez dobre anestezije preprosto ni. In kot je danes posamezniki ne morejo skoraj nič, tako je tudi izjemno pomembno na kirurškem oddelku, da je to dober tim. Vendar anestezist ni samo tisti, ki pomaga kirurgu pri operaciji. Anestezist je tisti, ki pravzaprav pripravi bolnika za operacijo, ga vodi med operacijo, ga spremlja potem v pooperativni dobi, v intenzivni negi, pa še potem, gledajte, anestezisti se ukvarjajo z lajšanjem in zdravljenjem bolečine. Skratka, anestezist ima izjemno široko področje dela in čeprav ga ne poznajo, moram reči, da vsak anestezist mora sam vedeti, kako izjemno pomembno delo dela, ker sicer ga ne bi mogel upravljati, ker slavo požanjejo drugi. No, vi ste mi prej dejali, da ste začeli s kapljicami etra, ne? Tako je. Jaz sem že pravzaprav v zdravniškem delu že od leta 1964, poglejte, polnih 45 let. In začeli ste delati kje? Takoj sem začela po diplomi na medicinski fakulteti, sem začela že delati na Onkološkem inštitutu v Ljubljani. In moram reči, da kot anestezistka takrat še ni bilo teh sofisticiranih aparatov, metod in tega. Pravzaprav delali smo jaz sem še delala s tako imenovano Schimmelbuschevo masko, s etrom, drugega še ni bilo. Šele kasneje se je potem razvila intubacija, tako da smo bolnikov vtaknili cevko posebno in ko smo dihali namesto njih in tako naprej. In danes sem jaz prav vesela, ker sem doživela takšen razvoj v sami medicini in v sami anesteziji. Danes je to ena najbolj sofisticiranih delovnih področji anestezista, je krasni aparati, številni, bom rekla, zdravila, s katerimi uspešno in varno vodimo bolnika med samo operacijo in še nekaj, veliko več znanja je danes na tem področju, kot je bilo včasih. Koliko pa je bilo v vseh teh letih, ko ste opravljali to delo izobraževanja? Verjamem, potem, ko je prišla doba računalnikov,
še več? Moram reči, da dober anestezist mora slediti pravzaprav ves čas napredkov v znanosti. Absolutno. Takrat smo pač iskali članke v knjižnicah, po raznih revijah in tako naprej. Takrat, če ni bilo denarja, da bi lahko hodili na te mednarodne kongrese, kjer veliko dobrega zveš, vendar smo si pomagali in drug drugemu posredovali vsa nova znanja, tako da jaz mislim, da je slovenska anestezija izjemno dobra anestezija in je primerljiva s vsemi anestezijami v Evropi in svetu. No, malce me še zanima, kako to izgleda med operacijo. Ste vi kot zdravnica stali, sedeli, spremljali aparature? Kako je bilo to? To je pravzaprav odvisno od vsakega posameznika. Jaz zagotovo moraš skrbeti za bolnika tako, da gledaš vse te aparature, ki ti kažejo globino anestezije in tako naprej. Vendar, jaz kot anestezistka sem tudi vedno spremljala delo kirurga. Ti moraš anestezijo prilagajati kirurškemu delu, da veš, kdaj jo poglobiš, kdaj moraš bolniku dati nekoliko več sredstva, da mi smo rekli v žargonu, da ne napenja, skratka, da so sproščene, da so mišice sproščene, skratka, ti moraš ustvariti najboljše možne pogoje za kirurga, ob tem moraš varno voditi anestezijo. Izjemno pomembno je spremljanje tekočinskega ravnotežja, potem vedeti, kdaj moraš nadomestiti kri in kdaj ne. In tako naprej spremljati moraš, kakšno je izločanje bolnika, recimo urina in tako. Skratka, to je zelo kompleksen pojem in veliko stvari moraš vedeti, da si lahko dober anestezist. Pa ste to delo sami upravljali? Nikoli sam. Vedno, tako kot sem rekla, danes en človek praktično ne more nič. Tako kot rabi kirurg svojo ekipo, ko rabi asistente, rabi inštrumentarko za streč, še in še strežnice, tako anestezist nujno potrebuje izjemno dobro, posebej izobraženo medicinsko sestro, ki pozna anestezijo, strežnico in tako naprej. Skratka, tega se sploh ne zavedamo, da kakšne velike ekipe so potrebne že za zelo preproste kirurške posege. Ja, naprimer za kakšno odstranitev slepiča? Tudi za to. Glejte, jaz pravim, majhne operacije ni. Vedno mora biti vse odlično pripravljene, ekipa uigrana, da je potem lahko bolnik zadovoljen s tem, da uzdravi, pa tudi s postopki ekipe. No, gospa, verjamem, da je že sedeti na telem stolu 1 urico kar težko, ne? Včasih pa operacije trajajo. Vam povem, koliko časa sem jaz sedela za eno operacijo ali stala ali delala 20 ur. Brez prekinitve? Prekinitve, bolnik spi, včasih smo vmes toliko kirurško ekipo, bom rekla, spočili, da je malo lahko tudi premislila o svoje delo. Takšne operacije običajno niso rutinske operacije. Zato mora kirurg prav videti, kaj je naredil, programirati naprej in tako naprej in se recimo operacija prekine za 5 do 10 minut, ampak seveda nad spečim bolnikom pa budno pazi, lepo prosim, anestezijska ekipa. Tako da to ni nič nevarnega, to je celo varno za bolnika, ker to, gledajte, to ni tekoči trak. Kirurška ekipa mora ves čas vedeti, kaj dela in pravzaprav sproti videti, kaj lahko naredi za bolnika. Posebno v onkologiji, ker so operacije včasih popolnoma niso rutinske, ampak se jih mora pač bolezni prilagajati. No in potem, ko je vsega konec, ko je operacija recimo zelo dobro uspela, verjetno potem pride tista utrujenost. Ja, od začetka še ne, saj veste, vsi smo takrat v adrenalinu, takole, ampak pozneje je pa to izjemna sreča,
ko vidiš, da se je tvoj trud splačal in da pravzaprav vidiš potem bolnika čez toliko časa, kako je lahko srečen in ga ne obremenjuješ s vsem temi, kaj je ekipa doživljala med časom njegove operacije. Ampak vse je poplačano, ko vidiš, da smo pravzaprav bolniku lahko podarili tudi življenje. No, zagotovo se kdaj zgodi tudi, da nekdo na operacijski mizi umre. Kako pa to vpliva na, recimo, mladega zdravnika, ki šele, pa tudi na starejšega? Ne samo na mladega. Glejte, za vsakega bolnika, pa ne samo za bolnika, govorimo o tem, da je to pravzaprav vedno ekipa. Za celotno ekipo, od strežnice, sestre, zdravnike, je to nekaj najhujšega. Saj veste, ljudje težko sprejemamo poraze. Vendar ravno v onkologiji, kjer smo se odločali za operacije tudi takrat, ko je bilo tveganje izjemno veliko, se je kdaj pa kdaj, vendar zelo redko zgodilo, da bolnika nismo srečno pripeljali do konca. Ampak, glejte, če ima človek samo en odstotek, pa če mu tega odstotka ne ponudimo za zdravljenje, je ta človek nima pravzaprav nobene možnosti. Zato sem bila jaz vedno tista, ki sem pravzaprav predlagala tudi ali pa sodelovala pri tem, da smo bolniku tudi z majhnimi možnostmi poskušali rešiti življenje. In moram reči, da se je to največkrat splačalo. Zato smo zdravniki, da pravzaprav prevzemamo odgovornost in tveganje. Seveda vedno v pogovoru in dogovoru z bolnikom. Kdo je tisti, ki na koncu pove svojcem, uspela je operacija ali pa operacija ni uspela? Tudi tu pravzaprav ni nekega napisanega pravila. To je odvisno od tega, kako pravzaprav je ekipa uigrana in kako dobro sodeluje med seboj. Mnogokrat je kirurg po takšni veliki operaciji tako utrujen, da težko govori takrat s svojci in tako, da je mnogokrat pooblasti tudi anestezista, da da osnovne podatke ali pa da pove osnovne podatke zares o operaciji. Pa saj veste, kaj več kot osnovnih podatkov po takšni veliki operaciji ne moreš dati, ne veš, kako bodo stvari šle, ker nikoli ne veš, ali se bo kaj zapletlo po takšnih velikih operacijah ali ne. Kaj pa v primeru smrti je podobno? Ste tudi imeli kdaj to izkušnjo, da ste morali vi svojcem sporočiti? Tako je. Je to težko, verjetno? Vedno ima zdravnik težave, ko pravzaprav mora sprejeti poraz, ko je bila medicina pravzaprav izgubila bitko z boleznijo. To je zelo težko, vendar poglejte, to je del zdravniškega poklica. In jaz sem pač vedno poskušala na človeški način razložiti ljudem, ki so ostali brez svojca, da smo poskušali narediti vse, da se ni išlo. Namreč veste, tako kot sem rekla, če človeku ne bi ponudili možnosti operacije, veste, tudi umiranje za rakavo boleznijo ni enostavno. In zato je prav, da se tega zavemo in nismo pa bogovi, nismo pa vsemogočni in smo samo ljudje in če smo naredili vse, pač moramo včasih sprejeti tudi to, da nam kdaj kdo umre. In to na lep način povedati tistim, ki so ostali. Predvsem jim ne samo povedati, poskušati jim pomagati prebroditi tiste hude začetne trenutke in jim pravzaprav poskušati najti organizacije ali ljudi, ki jim bodo pomagali v teh začetnih, najhujših, najbolj črnih trenutkih. Ste te stiske mogoče kdaj nesli tudi domov? Se da to pustiti v službi?
Težko verjetno, ne? Moram reči, ne, ampak nekako jaz sem poskušala zmeraj razmišljati tako. Naredila sem vedno vse po svoji vesti. Maksimalno dobro in več narediti nisem mogla. Tudi jaz sem samo človek. In hudo mi je bilo zaradi tega, ker imam izjemno, izjemno rada ljudi. Ampak, poglejte, človek mora v življenju imeti tudi srečo, ne samo dobre kirurške ekipe ali pa zdravniške ekipe. In ob še tako dobri ekipi, če nimaš sreče, lahko včasih izgubiš bitko z življenjem. No, vi ste spremljali veliko bolnikov, ki so zboleli za rakom. No, potem ste se pa s to hudo diagnozo soočili tudi sami. Ste sami ugotovili, da je z vami nekaj narobe, mogoče sami prišli do te diagnoze ali so vam to vaši kolegi povedali? Moram reči, to se je zgodilo po 17 letih dela na Onkološkem inštitutu, ko sem jaz ugotovila, da imam raka dojk. Bila sem izjemno prizadeta, ampak zakaj? Zato, ker je moja ljuba prijateljica dovolila mi je, da vedno povem tudi njeno ime, ker je znana Slovenka. Moja ljuba prijateljica in sošolka Marja Strojin, to je znana psihologinja, ki je imela takrat 3 majhne otroke. Prišla k meni in je rekla, da ima ene težave pri odvajanju blata. In se veste, mene so na onkologiji vzgojili, da vedno pri vsaki stvari najprej izključuješ najhujše. In zares, Marjo sem pripeljala na Onkološki inštitut in ugotovili smo ji raka širokega črevesa. In to je mene tako prizadelo, da ko sem jaz pravzaprav povedala, da mora na operacijo, ker ima raka širokega črevesa, sem jaz zvečer sedela za mizo in sem se pravzaprav potipala, bom rekla, čist naključno po desni dojki in sem zatipala nekaj. Nikoli ne bom tega pozabila. To je bilo 11. junija leta 1981. Četrtek je bil. In naslednje jutro sem jaz šla v službo, delala kot anestezistka, vendar sem takoj začela s postopkom ugotavljanja, kaj je ta sprememba. In ta sprememba je bil rak. Tako da mi dve vedno rečeva, drugi sva rešili življenje in še vedno sva živi in danes srečni, obeži srečni babici. No, vi ste bili potem mnogo let kasneje, mislim, da leta 2005 izbrani strani bralcev revije Jana tudi za Slovenko leta. Lepa čast, ne? In takrat ste dali v Jani tudi intervju, pa bi nekaj prebral, kar ste dejali v tem intervjuju, vaš sin baje je tako rekel, ne? Če lahko. Izvolite. Mami, ti si bila vedno nekaj posebnega. Tudi kot enojoškarca si nekaj posebnega. Tako je. Meni se zdi to izjemno pomembno, da pravzaprav upaš nastopiti pred javnostjo. Zakaj? Glejte, rak, posebno v mojih, takrat, ko sem jaz bolela, pa še prej, je rak pomenil praktično smrt. O raku se ni govorilo, rak je bil sramota in tako naprej. In poglejte, če smo želeli nekaj spremeniti, zato že, da bodo ljudje čim prej prišli in da se bodo začeli zdraviti in da ne bodo mislili, da bodo čim dobijo raka, takoj umrli, si pač moral stopiti iz anonimnosti. In moram reči, da od začetka je bilo to zelo težko. Ko sem jaz prvič nastopila, mislim, da marca 1987 na televiziji, mi je to bilo izjemno težko, ko sem v kamero povedala, da imam raka dojk. Vendar, takrat sem dobila toliko odmevov žensk, rekle so mi, da je bil pravzaprav to največje darilo za 8. marec, da sem stopila iz javnosti in to povedala. In menim, da smo tisti, ki smo upali povedati javnosti, da se nam je to zgodilo in da smo živi, razbili veliko tabujev o raku in danes raka ne jemljemo več kot smrt,
Ampak danes vemo, da je rak vedno bolj ozdravljiva bolezen, da je rak kronična bolezen in nekaj tudi vemo, da to ni ena bolezen, da so to številne bolezni, da se danes o raku vedno več ve in pravzaprav smo, mislim, da veliko naredili za to, da ljudje prej pridejo in da prav s upanjem čakajo in zrejo na zdravljenje, ker vidijo, da se prav, poglejte, jaz sem že 28 let praktično tukaj. No, se nekaj je mogoče zanimivo. Vi ste dobršen del svojega življenja pustili v Onkološkem inštitutu, kjer ste dajali svoje znanje na razpolago. Velikokrat pa žal, predvsem v teh prejemamo negativne informacije o Onkološkem inštitutu. Pa vendarle ni tako, ne? Pozabljamo na to, kako primerljivi smo mi, na primer, z evropskimi državami ali pa tudi z drugimi. Zagotovo je to. Glejte, onkologija in Onkološki inštitut bo moja ljubezen do konca življenja. Razumljivo, tam sem delala, pa ne samo to. Pravzaprav jaz sem njihova bolnica in to bom ostala do smrti. In vrnili so mi življenje in zato pravzaprav me vedno razžalosti vso to negativno pisanje o onkologiji. Ja, lahko da res odnosi niso najboljši in zato jaz vedno svoje kolege pozivam, vsedite se in stvari uredite znotraj hiše. Ne v javnosti. Ne v javnosti, ker nihče se ne zaveda, kako težko je za bolnike. Bolniki izgubljajo vero v tako inštitucijo in namreč to, kot ste rekli, v javnost pride samo tiste slabe strani, ki so pravzaprav kaplja v morju vse tistih dobrih del, ki jih upravlja Onkološki inštitut. In Onkološki inštitut je zagotovo vrhunska inštitucija, danes je primerljiva s številnimi inštitucijami po svetu. In ko sem zadnjič poslušala nedeljskega večernega gosta, gospoda Čolnika, doktor Podgoršaka, Slovenca živeča v Kanadi, mi je bilo prav milo pri duši, ki je rekel, Slovenci se sploh ne zavedate, kakšno inštitucijo imate. To nam morajo povedati drugi, a ni zanimivo? Tako je, ja, Slovenci smo pač nekaj posebnega in si ne znamo čestitati in si ne znamo priznati, da smo dobri in prav razvijete tega za dobro vseh nas bolnikov. No, včasih rečemo tudi, Kovačeva kobila je bosa, ne? Vi ste kot zdravnica zboleli za rakom. Kako so vas obravnavali takrat? Kakšne terapije ste sploh imeli vi? Moram reči, da sem bila vsem, ne samo zdravnikom, ampak vsem zaposlenim na Onkološkem inštitutu neskončno hvaležna, ker so mi ves čas stali ob strani. In ne zato, ker sem bila jaz zdravnica, ampak pravzaprav danes še in tudi takrat je Onkološki inštitut lahko ponudil najmodernejše zdravljenje praktično vsem bolnikom z rakom. In tega sem jaz dobila in takrat se je to seveda zelo razlikovalo od današnjega načina zdravljenja raka dojk. Ampak poglejte, bilo je uspešno in moram reči, pa ne zato, ker sem bila jaz zdravnica, ampak zato, ker sem bila pač bolnica z rakom. Vsi bolniki so danes z rakom pravzaprav zdravljeni enako dobro. No, nekaj smo prej prebrali, kaj je vaš sin dejal. Lahko si mislimo, kako je to vašo bolezen sprejel. Kako so sprejeli vašo bolezen svojci? Kako ste mogoče vi sprejeli? Mene je ravno tako prizadelo, tako kot vsakega prizadene. To, da si zdravnik, ne pomeni nič takrat. Tudi meni je v hipu pravzaprav se razbil svet, nikjer nisem videla nobene svetle točke, vendar sem rekla, da se bom borila za svoje življenje in to je najpomembnejše takrat. Rekla sem, živeti hočem 5 let. Zakaj? Takrat, ko sem jaz bolela, je sin bil star 18 let in je ravno maturiral. Hči je bila stara 13 let. Ne je to zelo težko padlo. In želela sem si pravzaprav samo tega, da bi mi hči maturirala. Poglejte, danes sta oba uspešno končala fakultete
in imam že 7 krasnih vnukov, tako da moram reči, da mi je življenje res naklonjeno. Prvega že pri 43 letih, ne? Takole, prvega vnuka sem imela že pri 43 let in že moja vnukinja končuje fakulteto. Kako pa je okolica to sprijela, ne? Da je njihova zdravnica zbolela? Ja, moram reči, takrat, kot sem vam že prej rekla, takrat je bil še to velik tabu. In ko sem se jaz vrnila nazaj, jaz sem šla zelo zgodaj delati, ker mi je posel izjemno manjkal in se meni zdi tudi zelo pomembno, da prideš nazaj po taki bolezni in sebi in drugim dokažeš, da zmoreš delati tudi po taki bolezni normalno naprej. Ampak moram reči, da se mi je zgodilo tudi to, da so me ljudje pogledali, pa so rekli, pa saj kar dobro izgledaš. Tako kot sem rekla, ljudje so takrat to enačili smrti in so te kar pravzaprav nekje odpisali, vendar najhujše se mi je zgodilo pa pravzaprav pri kolegih, pa ne na Onkološkem inštitutu. Ko sem poskušala uveljavljati invalidnost, ko sem prišla na invalidsko komisijo, moram reči, čeprav sem prišla s celotnim originalnim dosjejem Onkološkega inštituta, so kolegi, ki so bili člani te invalidske komisije, me spraševali, pa nimate nobenih metastaz. So me položili na mizo in čeprav sem imela dosje in slekli. In pravzaprav tisto me je veliko bolj prizadelo kot sama bolezen in to. Ta, bom rekla, brezčutnost pravzaprav. In čeprav sem imela originalne izvide, enostavno so me slekli in pravzaprav nekje, bom rekla, ponižali. No, vi ste tudi prej, ko sva bila na kavici, povedali, da ko ste prišli z fakultete, da veliko o psihologiji niste vedeli, tudi kako ravnati, ko nekdo zboli, potem so izkušnje dale svoje, pa verjetno tudi vaša bolezen, kaj ne? Ja, ampak najprej moje izkušnje, jaz takoj, ko sem prišla na onkologijo, sem videla, da pravzaprav so me zelo dobro naučili zdraviti telo. Popolnoma nič pa nisem pri 24 letih vedela, kako se počuti bolnik z rakom, kakšne strahove doživlja, kaj se mu dogaja. In moram reči, da me je ta nemoč izjemno prizadela in sem se začela intenzivno ukvarjati z izobraževanjem na tem področju in začela sem intenzivno opazovati ljudi. In seveda, tako da sem prav po prvi moji bolniki so bili prikrajšani za ta moj tisti celosten pristop k bolniku. In to me je zelo bolelo, zato ker danes dobro vem, da vsej bolniki ne vedo, ali so zdravljeni dobro ali slabo. Bolniki pa prav dobro vedo, kako so zdravljeni, kako prijazno so zdravljeni. In zato jaz menim, da bi pravzaprav se moral naučiti človek te empatije, da mora se znati približati vsakemu bolniku na njemu primeren način. Poglejte, z enim moraš biti bolj oster, z enim moraš biti mehkejši, vendar pomembno je nekaj, da govoriš z bolnikom vedno po resnici in potem, da se mora med bolnikom in zdravnikom splesti ena posebna vest, eno posebno zaupanje. Bolnik mora vedeti, da boš ti pravzaprav, da ti lahko tako zaupa, da boš ti za njega najboljše ukrepal v vsaki situaciji, posebej pa še nekaj, da bolnik ve, da tudi takrat, ko bo medicina izgubila bitko z boleznijo, da ga ne boš zapustil, da ga boš spremljal do konca, tudi v času umiranja in ob smrti, da ne bo sam. Namreč česa se ljudje najbolj bojijo? Ljudje se bojijo najbolj umiranja in smrti in danes smo zelo detabuizirali raka, vendar je danes velik tabu umiranje in smrt.
In tukaj nas čaka še veliko, veliko dela. Ker jaz menim, da pravzaprav človek si zasluži, da živi do konca človeka vredno življenje. No, in da ste se vi vključili v to društvo Evropa Dona. Pa kaj je to društvo, no? Za tiste, ki ne vemo? Jaz sem pravzaprav članica Evropa Dona že ob začetku leta 1997, ko ste ustanovila v Ljubljani. Vendar takrat je bila delo anestezije na Onkološkem inštitutu tako naporno, da niti na konc pameti mi ni padlo, da bi delala še kaj drugega lahko. Vendar, ko sem se leta 2000 upokojila, sem se pustila kaj hitro prepričati, da sem prevzela 2001 vodenje Slovenskega združenja za boj proti raku dojk Evropa Dona. Kaj to je Evropa Dona? Evropa Dona je Slovenska Evropa Dona je članica Evropske zveze Evropa Dona, ki je bila ustanovljena leta 1994 v Milanu na pobudo zelo znanega profesorja onkologije, profesorja Veronezija, ki je bil nekaj časa tudi minister za zdravje v Italiji. In leta 1994 je na njegovo pobudo bila ustanovna skupščina v Milanu in takrat se je udeležila pred te ustanovne skupščine tudi predstavnica Slovenije in sicer takrat kot Reach to Recovery pod okrevanju Društva onkoloških bolnikov. Namreč profesor Veronezi je videl, da je rak dojk narašča, da je rak dojk najpomembnejši rak pri ženskah, za katerim zboli vsako leto več žensk in da je treba nekaj narediti. To je videl v Ameriki. Tam so si ženske zborile v senatu, da so celo del sredstev iz vojaškega preračuna preusmerili za raziskave na področju raka dojk, ker je pač to tako pogosta bolezen. In Evropa Dona je leta 1994 takoj sprejela 10 ciljev in sicer vse s enim samim namenom. Vsem ženskam v Evropi enake možnosti za zgodnje odkritje bolezni, takojšnje učinkovito zdravljenje in rehabilitacijo, ne glede na to, kje so rojene, kako so bogate, kakšno veroizpovedi so in kako so izobražene. In ta Evropska zveza, ki danes šteje že 42 držav, je izjemno pomembna evropska organizacija civilne družbe, ki zelo tesno sodeluje s vsemi strokovnjaki v Evropi na tem področju in je vedno tudi soorganizator vseh strokovnih kongresov. V Evropskem parlamentu je pa pravzaprav dosegla številne novosti, recimo podprla je 3 presejalne programe v evropskem prostoru. To je presejalni program za zgodnje odkrivanje raka materničnega vrtu, to je pri nas Zora, za zgodnje odkrivanje raka dojk, to je pri nas Dora, in za odkrivanje raka širokega črevesa in danke, to je pri nas Svit. In kaj je Slovenska Evropa Dona? Je potem kot samostojna organizacija nastala leta 1997. Danes šteje preko 2200 članov in seveda zasleduje teh 10 ciljev Evropske zveze, vendar si je za prioriteto postavlja osveščanje o raku dojk. Zakaj? Zato, ker še skoraj 50% žensk v Sloveniji pride prvič k zdravniku, ko je bolezen lokalno napredovala ali že metastatska in ko je bistveno težje, bom rekla, ozdravljiva in ko je še vedno umrljivost za rakom dojk večja, kot bi lahko bila. Namreč danes je rak dojk zelo, zelo dobro ozdravljiva bolezen, če je odkrit zgodaj. In ravno s tem programom Dora, ki je sicer začel skoraj pred enim letom, glejte, marca v Ljubljani in bližnji okolici, ko bo ta program zgodnega odkrivanja presejanje za raka dojk se razširil po vsej Sloveniji, bi praktično lahko 100 žensk manj umrlo za rakom dojka danes. Če poveva nekaj statističnih podatkov, danes zboli v Sloveniji približno 1100 žensk za rakom dojk in približno 372 jih umre.
še vedno preveč in namreč, če bi mi s tem organiziranim presejanjem, kaj to pomeni organizirano presejanje? Poglejte, to je vabljenje žensk na presejalno mamografijo od 50. do 69. leta na 2 leti, pa tudi če pri rednem mesečnem samopregledovanju ne zatepajo nič. S tem bi odkrili tiste majhne, skoraj že predrakave spremembe in če bi jih odstranili, so ženske v 95% zdrave. A veste, pravim, zato se mi zavzemamo. In saj imajo danes ženske pravico, da grejo ravno tako na presejalno mamografijo. In sicer ravno tako na 2 leti z napotnico njihovega zdravnika, bodisi izbranega domačega zdravnika, bodisi ginekologa, vendar se ženske tega ne poslužujejo v veliki meri in še vedno prihajajo pravzaprav k zdravniku, ko so spremembe veliko večje, kot bi jih lahko našli. Samo pregledovanje je zelo pomembno, ne? Izjemno Kdaj mora ženska, na primer, takoj oditi k zdravniku? Glejte, jaz vedno rečem nekaj. Skrb za zdravje je naša dolžnost. In tako, kot si vsak dan umivamo zobe, bi morali si enkrat mesečno pregledati dojke, enkrat na 2 do 3 leta iti. In seveda k temu bi se morala pridružiti presejalna mamografija po 50. letu na 2 leti, enkrat na 2 do 3 leta iti ginekologu in seveda skrbeti ravno za to, za preprečevanje raka širokega črevesa in danke. In o tem bi morali seznanjati že pravzaprav otroke v poznih najstniških let. Tako da bi deklice morale začeti spoznavati svoje dojke že tam nekje pri 17-18 letih in si jih tako je, in če kakšno zatrdlino, ki jo po pravilnem pregledovanju, to se pravi po 7. 10. dnevu po začetku menstruacije, ko so se pretipale, najdejo in ta zatrdlina traja več kot 1 mesec, bi morale iti k zdravniku, ki se ukvarja z boleznimi dojk in on bo mora preveriti, ali je to nevarno ali ne. Poglejte, čeprav je rak dojk zagotovo bolezen starejših, največ žensk boli po 50. letu, vendar vam moram povedati, da sem jaz srečala v svojem profesionalnem delu tudi mladenko, ki je zbolela pri 17 letih za rakom dojk. To se pravi, zdravnik bo odločal o tem, ali je sprememba dojke nevarna ali ne. In to bi morale ženske početi vse do konca svojega življenja. No, veliko mladih deklet je tudi športnic, naprimer rokometašic, pa se mogoče kdaj tudi dobi kakšen močan udarec v dojko ali pa od žoge. Je to nevarno za... Glejte, ni nobenih statističnih podatkov, da bi se rak dojk razvil zaradi kakršnekoli takšne telesne poškodbe. Ni, pač pa je pa nekaj zanimivo. Veste, da je eden izmed pomembnih faktorjev, da dekleta, ki zgodaj dobijo prvo menstruacijo, da imajo večje možnosti, da zbolijo za rakom dojk. In je pa nekaj znano za športnice, ki res intenzivno trenirajo, da pozneje dobijo menstruacijo. To se pravi, da je res intenzivni šport nekak zaščitniški faktor. No, ko smo še pri športu, vi ste, ne vem, ali to že prej, ampak po bolezni, po zdravitvi, ste se še bolj začeli športom ukvarjati. Tako je. Ste tudi sicer življenje kaj spremenili? Zagotovo sem si drugo lestvico vrednot postavila. Veste, ko enkrat zboliš za rakom, potem vidiš, kako si lahko hitro minljiv. In zato je, kako pomembno je, da znaš praktično vsak trenutek dobro preživeti. Sploh se ne zavedamo, da tisti trenutek, ki ga ne preživiš dobro, je praktično zate izgubljen. Noben trenutek se ne vrne.
Zato meni je čist vseeno, kakšno vreme je zunaj. Jaz se veselim popolnoma vsakega dne. Veselim se rožic, ptičkov, rada hodim v naravo in pravzaprav poskušam biti vedno pozitivno naravnana in to bi morali se ljudje vsi zavedati. Pa nekaj je pomembno, tako kot ste rekli, zagotovo je telesna aktivnost tista, ki bi nam morala biti pravzaprav danes, tako pravim kot umivanje zob, bi morali biti vsak dan tudi telesno aktivni. Ker danes ni resnega strokovnega kongresa, kjer ne bi o tem govorili, kako pomembna je telesna aktivnost, pa ne samo za raka dojke, za številne druge kronične bolezni in za druge vrste rakov in tako naprej. To se pravi, Slovenci bi morali, pa tukaj se spreminjajo stvari, potem kako pomembna je prehrana. Poglejte, tudi pri raku dojk, pa kako še predvsem pri raku širokega črevesa in danke, ki je v Sloveniji izjemno pogost. Tako da bi morali vedeti, kako se moramo prehranjevati, da vemo, da je pomembno, da jemo zelo veliko zelenjave, sadja, da ne jemo sladkih reči, da ne jemo pretirano mesa, vendar čisto se mu ni treba odpovedati. Potem, da vemo, da pazimo na zasičene maščobne kisline, da jih ne, zaščitene maščobe, da jih ne uživamo, da uživamo predvsem nezasičene olja in tako naprej. Tako tukaj nas čaka še veliko dela, ampak ljudje bi morali, znova pravim, vedeti, da je skrb za zdravje naša dolžnost. Država bi pa morala pripraviti pogoje, da te svoje dolžnosti lahko uresničujemo. No, nekaj je mogoče država kar dobro naredila, ker je omejila kajenje, saj v nekaterih prostorih. Zagotovo. Ljudje bi se morali zavedati, da so vse te razvade, pa ne samo kajenje. Nažalost, gledajte, upada rak pljuč pri moških. Kaj to pomeni, da manj kadimo? Moški, nažalost, moški edini manj kadijo, nažalost pa kadijo vedno več deklet. Tako da je vedno večji problem pri ženskah rak pljuč. Zanimivo, moški manj kadite, ženske in predvsem mlada dekleta pa začenjajo vedno več kaditi. To je slabo. Potem druga razvada je seveda, poglejte, alkohol. Je to slovenska razvada? Velikokrat slišimo. Ja, moram reči nekaj, da sem včasih prav žalostna, ko prijem na kakšen kongres, pa se zasveti Slovenija na vrhu ob raziskavah uporabe alkohola. Tako da nam, Slovencem, to ni v čast in se ne zavedamo, kolikim boleznim pravzaprav botruje pretirana uporaba alkohola. Če že, en kozarček? En kozarček mirno na dan. To je zdravilno, vendar to, da pa pravzaprav to pitje, predvsem žganih pijač, koncentriranih pijač, to je zelo nevarno. Ampak pravim, stvari moramo vzeti svoje roke in še nekaj, da bi morali biti veliko bolj naravnani, bom rekla, ne na preventivo. Ogromno bolezni bi lahko ljudje sami s spremenjenim načinom življenja odvrnili od sebe ali pa odgodili njihov nastanek. Glejte, tudi celo pravijo, s takšnim načinom življenja bi 30% rakov se ne razvilo. To se pravi, imamo škarje in platno. Skrbimo zase, mi bomo pa državo, bom rekla, spodbujali in priganjali, da nam naredi te presejalne programe, s katerimi bomo odkrili zgodnega raka. No, pa mogoče je še nekaj zanimivo, kar sem prej že malce omenila. Bolj nas cenijo drugi, kot se sami cenimo. Nenazadnje živimo v precej lepi deželi, državi, se lahko pohvalimo z dobrimi športniki, nenazadnje tudi z dobrim gospodarstvom, ampak velikokrat na vse skupaj gledamo zelo negativno, pesimistično. To tudi ni dobro za zdravje. To vam bom tudi jaz rekla, ne živimo v precej lepi živeli. Jaz mislim, da živimo v
enkratni deželi in da se tega pravzaprav premalo zavedamo, da je to še dežela, ki je tako raznolika in še pravzaprav zelo malo onesnažena. In ne vem, kaj je v našem značaju slovenskem. Poglejte, zelo smo samodestruktivni. Samo poglejte, koliko ljudi naredi samomore. Poglejte, kako vozijo ljudje po cestah, kakšni agresivci smo in preprosto ne znamo se veseliti življenja. In žalostno je to, da se zavedamo veselja do življenja mnogi šele takrat, ko nas nekaj hudega udari. In tudi v tej današnji ekonomski krizi, bom rekla, veste, človek bi prav moral nekako znati tudi iz vsake situacije potegniti nekaj dobrega in se iz tega naučiti ne obupavati. Vedno je treba najti nekaj in se veseliti vsakega dne, ker pravim, tisti dan, ki ga ne preživimo dobro, se nam ne vrne. In še nekaj pozabljamo, da je pozitivna naravnanost izjemno pomembna, ker ko smo veseli, se nam izločajo hormoni veselja, ki spodbujajo naš imunski sistem, ki se bori proti boleznim. In zato pa pravim, pomagajmo drug drugemu. Če pa že ne moremo pomagati, potem pa že to, da ne naredimo nič slabega, naredi veliko dobrega. Pa še nekaj je mogoče v našem značaju, ne poznam toliko drugih narodov, zelo verjamemo besedam znanim Slovencem. Naprimer, ko je žal pokojni predsednik dr. Drnovšek nekako skoraj da malce dvomljive dejal, da več skoraj da posega po, vi ne rečete temu, alternativni medicini, komplementarni, so kar nekateri zavračali nekatera zdravila potem, se bomo tudi mi poskušali pozdraviti. Tako je, pa recimo tudi mnogokrat o tem govori gospod Peterle, enaka zgodba. Tako je, gledajte, jaz bom rekla, ja, Slovenci mnogokrat ne mislimo svojo glavo in najprej moramo povedati nekaj, da rak ni ena bolezen, da so rak številne nekaj 100 vrst bolezni in še nekaj, da je vsaka bolezen na rakasta lahko ozdravljiva tako ali tako in še nekaj, da vsak človek reagira na raka drugače. To se pravi, kot jaz vedno rečem, mi nismo konfekcija, mi smo butični izdelek in zato pravimo, nikoli ne vemo, kako se bomo kaj odzivali in zato pravzaprav verjemimo zdravnikom. Lahko pa si privoščimo še vsako, bom rekla, komplementarnost. Zakaj jaz ne uporabljam alternativne medicine? Gledajte, alternativno je ali. Alternativa izključuje pravzaprav klasično zdravljenje. Jaz pa pravim, vse, kar vam pomaga, kar telo začuti, pa človek začuti, da mu lahko pomaga, vsega si privoščite. Ne poslušajte pa takih ljudi, ampak kakorkoli je v svoji stiski dr. Drnovšek takrat pravzaprav nekako bolj zagovarjal alternativno medicino, je pravzaprav na otvoritvi Onkološkega inštituta, na tej otvoritvi sem bila tudi jaz, prav po popravu in vsej Sloveniji povedal, edino, kar vam lahko pomaga, je klasična medicina. Ampak znova pravim, ob klasični medicini še vso komplementarnost, ki vam pomaga preživeti. Vendar nikoli pri resnih boleznih ne opustite klasične medicine in še nekaj. Naši zdravniki so dobri zdravniki. Lepo prosim, poslušajmo, vsak bi pravzaprav moral najti zdravnika, ki mu verjame in ki mu pravzaprav zna pomagati v težkih časih, kot je recimo bitka z rakom. No, pa tudi danes je vse malce drugače to, da si lahko vsak sam izbere zdravnika, ne? Tako je, to je pravzaprav, to pravzaprav piše v zakonu o pacientovih pravicah, ki pa še nažalost ni zaživel. Vendar ravno predstavniki civilne družbe se bomo zavzemali za to, da bodo bolniki
vedeli najprej, oni niti ne poznajo svojih pravic, da bodo spoznali svoje pravice in da se bodo počasi začele te pravice v Sloveniji tudi, bom rekla, udejanjati. No, še nekaj se bova dotaknila. Verjetno vi niste nikoli rekli bolniku, živel boš še pol leta, ne? Nekako tako je bilo takrat razumeti, mislim, da je bil doktor Velikonja, če sem prav povedal, ne vem čisto točno, ko je govoril, da Peterle in takratni predsednik Drnovšek ne bosta preživela, ne vem, do novega leta. Glejte, jaz se praktično z zdravništvom ukvarjam 45 let. In čim del sem delala v tem lepem poklicu, tem pravzaprav bolj sem videla, da ni človeka na svetu, ki bi pravzaprav lahko res natančno napovedal, kako se bodo stvari razvijale in kdaj bo kdo umrl, pa tudi za še tako hudo boleznijo. Tega ne ve pravzaprav nobeden. In zato je izjemno pomembno je nekaj, da ti, tako kot sem že omenila, se z bolnikom odkrito pogovarjaš, da mu poveš, da stvari ne grejo najbolje, vendar da se mu nikoli ne zlažeš. Če te enkrat bolnik dobi na laži, potem je porušeno vse zaupanje, pa ne samo vate. Porušanje je zaupanje v medicino. Zato je izjemno pomembno, da bolniku pravzaprav poveš po pravici, da mu poveš tudi to, da je še, da ga ne boš zapustil, da mu boš pomagal prebroditi tiste najhujše trenutke, ko se pravzaprav poslavlja in ko se mu življenje izteka. Nikoli pa ne moreš vedeti, kdaj se bo to zgodilo. No, vašo številko, vse potem sem ugotovil, da je sploh ni težko dobiti, vašo GSM številko namreč, sem dobil pri gospe iz Zagorja, Olgi Simončič. Mislim, da je pa zelo aktivna skupaj z gospod Drečnikovo pri društvu, Ljubljanskem društvu za boj proti raku. Poznate to društvo? Zagotovo. Poglejte, ker Slovenija ima številna društva ravno onkoloških bolnikov. Mislim, da jih je 13 celo druženih. In pri Ljubljansko društvo je eno izmed društev Zveze slovenskih društev za boj proti raku. Tako da smo različna društva, potem, gledajte, na področju širokega črevesa in danke je Evropa Kolon, potem je Društvo onkoloških bolnikov Slovenije, potem je Društvo za limfome in levkemije, skratka, številna društva, Hospic je tisto društvo, ki pomaga pravzaprav ravno pri umiranju in smrti in spremlja bolnike in pomaga svojcem te težave preboleti. Skratka, številno pa društvo laringektomiranih, pa ILKO. Skratka, v Sloveniji imamo kar dobro, bom rekla, mrežo teh različnih organizacij. Slabo je to, tako je, slabo je to, da delujemo premalo povezano. In ker smo premalo povezani, si pravzaprav težko iščemo pod soncem, bom rekla, nas premalo upoštevajo tudi v zdravstveni politiki in v stroki. Pa tudi, ko gre za delitev kakšnih sredstev, ne? Sredstvi je država pa tukaj izjemno skopa in se prav ne zaveda, kakšno izjemno poslanstvo opravljamo mi. Ravno to, gledajte, že to, da sem danes jaz pri vas, jaz upam, da je kdo slišal, kako naj skrbi zase. Potem hodimo predavati širom po Sloveniji in nikoli ne govorimo samo recimo o raku dojk, vedno še o drugih rakih. In kar je pomembno tudi o preventivni in o pomembnosti zdravega življenjskega sloga. Skratka, mi naredimo ogromno na podlagi preventive, kar se meni zdi izjemno pomembna. Pomagamo ljudem, ravno ko zbolijo in pomagamo ljudem, da se lahko vrnejo po bolezni tudi v normalno življenje. In jaz menim, da je kakovost številnih bolnikov
z rakom v Sloveniji veliko večja tudi zaradi našega dela. Zagotovo, ne. Zato so vas pa tudi bralci in bralke zbrali, ne, za Slovenko leta, torej cenijo vaše delo in tudi mi ga cenimo. Gospa, za konec pa samo še to, kaj vas ljudje sprašujejo, ko vas pokličejo? Kakšen nasvet želijo? Vas veliko kličejo? Moram reči, da ne samo, da kličejo, zdaj, ko imamo prostore zelo blizu Onkološkega inštituta na Zaloški 5, Vas tudi obiščejo? Nas veliko obiskujejo. In kaj je meni všeč, je to, da pravzaprav vedno več ljudi prihaja v parih. To se pravi, ne pride več sama ženska s svojo stisko zaradi raka dojk, ampak jo pripelje že partner. In tako naprej. Ja, zelo veliko nas sprašujejo ravno ob takrat, ko pravzaprav ženske zvejo za raka dojk. Takrat do začetka zdravljenja, verjemite mi, to so najtežji trenutki za vsako žensko, ko se je prav v hipu zrušil svet, ko se ne znajde, in tukaj lahko mi veliko pomagamo. Že to, mi si vzamemo čas, za nas 1 ura praktično nič ne pomeni, in da ženski razložimo, kaj je to bolezen. Zdravnik, na primer, na Onkološkem inštitutu ima 7 minut časa. In še nekaj, veste, pa ni samo to, da je pomanjkanje časa. Če ženska sreča žensko, ki ima to izkušnjo, veste, je to nekaj čisto drugega. In če ženska se spomni name, gledajte, jaz sem že, ko zboli, jaz sem že 28 let po začetku bolezni, praktično jaz ženski pomenim upanje. In še imam onkološko znanje in še nekaj imam izkušnje, lastne izkušnje kot bolnica. In zato ji lahko odgovarjam na vsa tiste črna pa nesrečna vprašanja, s katerimi se takrat sooča, pa kako povedati o partnerju, pa kako povedati otroku, pa kako se odločati, kakšno terapijo izbrati. Kaj se bo dogajalo, če bo imela recimo zdravljenje z kemoterapijo, kjer bo izgubila lase in tako naprej. Ali se odločati za rekonstrukcijo dojke ali ne. Skratka, potem, kako pozneje pa, kako se prehranjevati, kako biti telesno aktivn, kaj si lahko takšna ženska privošči ali ne. Skratka, vprašanje je veliko, pa ne samo z področja raka dojk, pač pa tudi iz področja drugih rakov. In pa še nekaj, veste, vedno več je tudi vprašanj glede tega, glede bolniških, glede možnosti invalidnosti, glede možnosti skrajšanega delovnega časa in vse take stvari. Skratka, ženske se vedno bolj zavedajo, da imajo pravice in da se lahko obrnejo na nas, da jim bomo pomagali tudi pri reševanju teh problemov. Vesel in počaščen sem, da ste bili naša gosta, pa da imamo take ljudi v svoji sredini. Hvala vam. Hvala lepa za povabilo. Moram reči, da sem izjemno vesela, in če bo eden človek iz tega najnega pogovora kaj potegnil, sem opravičila izlet v Kisovec. Hvala še enkrat. Hvala lepa. Hvala pa tudi vam za pozornost. Seveda, če ste bili z nami. Srečno.